Fantasy. Radio Fantasy. To je izdala in ta je ultra hit. Ultranet je tale pevka. Free, lahko rečem, ena taka house klasika. 2 minuti čez pol je ura in v današnjem jutru imamo gosta v studiu. Žiga. Žigo, čak da te vklopimo, Žiga noter si. Žiga, dobro jutro. Žiga Kukovič. Zdaj naj povemo, zakaj je Žiga sploh danes prišel. No pa dejmo, ali boš kar sam povedal. Jaz mislim, da zato, ker sem en film zdaj posnel, ponavadi je nekaj na tem. Ja. Ne, ni to Žiga. Vidva povejta, no ne vem. Ne, v bistvu dejstvo je tako, da mi danes popoldne med 14 in 15 uro začenjamo tudi z novo rubriko Torek, Cineplex Kino dan na Radio Fantasy. In Nena bo podarila tudi kakšno vstopnico za kino. In ko smo že ravno pri kinu, je bilo pač smiselno, da pokličemo tebe, ker baje, da imaš danes v Cineplexu Celje premiero svojega filma. Danes smo v Celju, ko mi čakam zelo blizu mojega doma, tako da sem zelo navdušen. To je druga naša premiera. Prvo smo imeli v soboto v Ljubljani, zdaj pa smo v Celju. Naslov filma? Gepek. No, Gepek. To smo imeli vprašanje. To smo imeli mi to vprašanje, ker jaz sem pač bila Gepek, ja, mislim, pač prtlažnik od avta, ne? Gepek. Ja. Jaz bi rekla Pekenträger, ne? Ampak pusti. Ja, in bi rekli kuferam, marsikdo se naveže, ker je sicer mišljeno nekaj v zvezi s prtljažnikom, pa smo noter vrgli še angleško besedo pack, pa nam to pomeni za 2 stvari. Ok, se pravi, dajmo še enkrat ponoviti, da se vsi naučimo. Gepek. Gepek. Yes. Pakiramo. Kar reperski, ja veš. Gepek. Torej film štarta danes, oziroma tukaj v Celju je... Tako, film štarta 25.1. v četrtek v rednem predvajanju, ga najdete v kino, danes smo pa v Cineplexu v Celju premierno. Tako. Zdaj boš mogel pa malo vsebini povedati, kaj ta Gepek pomeni in kam pelje. Sigurno ima nekaj veze s prtljažnikom, pelje pa na morje, govori o zgodbi, govori pravzaprav o resnični zgodbi. Se pravi, to je film posnet po resničnih dogodkih. Pravzaprav je. Sicer smo zdaj vrgli noter kar precej fikcije, da zdrži kot pravi filmski scenarij, ampak je inspiracija absolutno po resnični zgodbi. Odlično, se pravi morje. Zdaj pri tej zimi vsi sanjamo, da gremo na morje, ne? Ja, zdaj smo hoteli malo topline prenesti v te mesece. Sploh zelo danske je, mislim, zdaj te dni, ki je precej mrzlo, teda upam, da bomo pogreli kinodvorano danes. Koliko dolgo se je snemal ta film? Snemali smo ga, vlekel se je celo leto. Mislim, imeli smo 30 snemalnih dni, oziroma 27 snemalnih dni, kar je odlično za low budget film, za celo večerca sploh, ampak pa smo pa čakali to lokacijo, pa tisto vreme, pa poletje, pa pol kakšen reshoot, ker je le bil pač neodvisni projekt in je bilo treba kompenzirati. Budget? Ja, to je bil... Uno. To je to, ja. Odkje? Ne, to je pa sama ena velika ljubezen cele ekipe in igralcev in kruja za kamero in mislim, da smo dali nekaj, kar bi marsikdo sanjal, pa mislim, da je prva stvar, ko je tukaj pomembna to, s kako strastjo so ljudje vstopili pa dokazali, da se da narediti marsikaj iz nule in zdaj si delimo filmska platna s filmi, ki imajo ogromne budžete in sem zelo ponosen. Kak je feeling, ko ste zraven njih? Ne vem, zdaj ga še nimam, zdaj sem tok all over the place. Ja, pa sploh ne, pa mi se zdi, da čustva še kar nekam potiskam, se veš, včasih pride do tebe, še lepo čez 2 tedna zares, ampak zelo sem ponosen na ekipo in zelo sem ponosen, da jim lahko zdaj vrnem s tem, da bojo ljudje film videli, ves ta njihov trud, ko so ga porabili za ta film. Kako se reče naslov filma? Gepek. Yes! Ja, to mora, to čisto repersko, pa ne moreš faliti. To moraš skretnjami, ker drugače Ja, ne gre. to moraš malo biti, malo moraš iti v karakter, veš. Torej, Žiga Kukovič je z nami, partizansko, kak imaš vzdevek na TikToku? Kuksala. To sem hotel, da ti poveš, ker sem si prebral, imam kuksala, pa nisem kak je... Tudi to vsi drugače povedo. Kuksala. Imam nekaj reperske, ja. Ja, evo, smo nazaj, kaj ti... Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižane in si filme lahko ogledaš že od 4,90 €. 20 do jih ostaje do 9 in z nama je Žiga Kukovič. Dobro jutro! Kuksala. Dobro jutro. Kuksala, tako. Kuksala. No, zdaj v bistvu imamo sveže pečenega režiserja celo večerca tukaj. Ja. Dolgo me že nikdo poklical po tiktokerskem imenu.
Ja. Sam si kriv, če si upet vse. Vse tam si še vedno aktiven. TikTok, pa YouTube, pa Instagram, pa zdaj še filmmaker. A nisi pri neki edinem plesnem tekmovanju oziroma akademiji na svetu? Žirant, a nisi? Ja, tudi to še iz mojega plesnega srca ven, tako da marsikaj se dogaja, ampak zdaj le mislim, da je tale film me čist prevzel. Breakdance na stran, itak zaradi zdravstvenih težav si to opustil, pa si šel pa v druge vode, pa TikTok, pa YouTube filmske sistemo, pa po festivalih. Ena vrata zaprajo, se druga odprejo in mislim, da si ti zadev... Si imel ta velika vrata, ko se odprejo v trgovini, veš, na obe strani. Ja, to cel čas pravim, da je bilo treba včas. Marsikdo mi je pisal, sploh iz TikToka, zakaj si nehal, pa zdaj ne objavljaš več, ni res bilo treba s težkim srcem povedati. Včas moraš res neka vrata zapreti, da se la druga odprejo, enostavno ni bilo druge poti, ampak zdaj mislim, da se je splačalo. No, kot smo rekli, niti žal, da mi povej, zdaj rekel si, vemo, prvenec, tvoj celovečerni, danes si ga bomo gledali v Cineplexu, Gepek. Pardon, če to moraš. Gepak mora biti. Koliko je posnet film brez denarja? Težko. Zelo težko. Vojna je, res je vojna. Ja, na setu je, mi nismo vedeli res na začetku, ko smo delali plan, kako bomo to, kako bomo kako bomo sploh to in včasih pride do situacije, ko si na setu in enostavno moraš nekaj narediti, kar mogoče pa pripraviti do tega, da podaš pol tisti najboljši sebe, veš, te izzove na nek način. Da, ampak se mi zdi, da moraš res imeti rad to stvar, če ne bi prišli mi do drugega snemalnega dne. Ampak vseeno, film posnet brez denarja. To pomeni kaj, da greš res s figo v žepu na sceno pa rečeš, a bi ti špilo za mene, ti jaz ne morem plačati, pa bi ti to posnel, ampak sorry, da boš naredil to pro bono, ali v kakem smislu brez denarja si? Mislim, absolutno niso to budžeti poprečnega slovenskega filma, tako da se je treba pač znajditi na druge načine, ampak smo še vedno našli tako, da je lahko pač za vse bilo pošteno, oziroma je bilo pač na začetku povedano, iz kje izhajamo, kaj počnemo, kaj si želimo in zdaj pač smo prišli do sem, ko smo prišli. Ja, mislim, prišli ste davč. Ja, upamo, da smo prišli davč. To je zelo daleč, da prišla filmska platna z celovečercem, to ni moče kaš. Ja, no budget, res je, to si moram priznati. Zelo težko si včasih priznam te zmage, pa si rečem, pa sej ni nič, ampak okej, rečemo, da je. Ampak danes bojo šle Celjani odločili, če mi je všeč ali ne, da bomo videti. Ja, v komisiji bomo sedeli v Cineplexu, v dvorani, veš, in bomo... A je, ali ni, a bo... Rekla si, da imaš še nekaj vprašanj za Žigo. V bistvu jaz sem hodila vprašati, koliko si sploh prišel na idejo, jaz bi pa posnel film. Ja, pa sploh ni tukaj racionalno, ni ideja, to pride iz nekje, veš, tiste stvari, ko imaš ti rad, pač pridejo iz tebe, ti ne rabiš razmišljati o ideji. Kaj bi zdaj v življenju počel? Ne, neko navdušenje pride in pa je samo vprašanje, kako to narediti. Mislim, se pravi, ker veš, jaz sem recimo željo, da jaz bi rada pela. Ja. Ne? On se ne smeji, veš. Stari moj, to so resne zadeve. Jaz še nisem slišal. No, sej boš, da ne. Lahko imaš zdaj umesten komad, da slišal. Ja, ne bomo šli v te vode, ampak Gepek, ne? Gepek. Zdaj pač, jaz bom to vedno naredila, ker pač tako sem si zapomnila, kako se prav reče. Tu so bile res polemike, pač že pri imenu. Ja. Zdaj, kako jih rešujete? A jih sploh rešujete? Ali pač pustite? Ja, mečkem pustimo, zabavno je. Ime je takšno, jaz sem večkrat razmišljal, da bo ime bilo kakšno drugačno ime, pa bi bilo v bistvu, smo imeli neka dobra imena, ampak smo pa rekli, to ime je nekdo rekel na enem izmed prvih sestankov za ta film 5 let nazaj. In smo rekli, če bomo pa kaj zvesti, bomo pa zvesti tej originalnosti zgodbe, iz kje izhaja in filmu bo tak naslov in pika. Se pravi, od ideje, prvi sestanek je 5 let. Ja, 5 let, absolutno. Takrat, ko še noben ni imel pojma, kaj delamo, nismo imeli pojma o scenaristiki, kam gremo, ničesar. Mislili smo, da bo nek kratek film, 10 minut, pa kar naenkrat se pač iz 10 minut. V celovečerc. Ja. Koliko je standard za celovečerca? Mora biti določena minutaža, da se označi isto kot pri noveli, pa romanu, ko je koliko strani? Jaz mislim, da je, nimam pojma, mislim, da je uro pa pol, ampak vem, da tudi eni filmi niso odkli 90 minut, so mogoče kako minuto, 2 manj, pa so še zmer labeled as celovečerc.
večerci, če se ne motim. Jaz nisem tak pro, jaz sem glih prišel v to vodo. si sam začel. Jaz bi rad sam film naredil, ne vem. Samo malo zgodbi. Rekli smo, dogaja se na morju. Kaj je to, ljubezenska zgodba? Za vsako generacijo bo videla nekaj drugega. Se mi zdi, da smo hoteli to večplastno sojeti, ampak glavna stvar je to, se mi zdi, da je nekaj, kar se vsakmu že mogoče Slovencu zgodilo, ko je šel na Hrvaško na morje, pa ti grejo kakšne neumnosti po glavi, pa se kaj zgodi. Ne vemo zaradi kakšnih motivacij, zaradi ene je denar, za ene je ljubezen, ne vem, ne poznam ljudi. V našem filmu bomo videli pač na koncu, kaj se zgodi, ampak ja. Ne sme preveč Si pa ti Žiga skrivnost. Ne mi sam povej ime glavnega igralca pa igralke. Pravzaprav imamo 4 glavne like. Glavni igralec je Max Dax Kobler, spremljajo ga pa še 3, se pravi 4 fantje grejo na morje, zraven njega so Robert Hladnik, Tine Ogrin, Jan Gerl Korenč in oni se skupaj sedajo v oldtimera Mercedesa, se odpravijo na pot na hrvaško obalo in vmes se jim zgodi vse, kar se ti zgodi prvič za tisti krst, ko greš na morje. Zdaj pa povej, koliko je bil pa recimo tvoj oče pri gledanju filma presenečen, glede na to, da praviš, da je po resničnih dogodkih bilo narejeno, se pravi, kaj si mu ti tudi sunul dejansko avto? Ne. Vse niso sunuli, meni je rekel, da so sunuli avto. Drugačne stvari so se dogajale. Drugač pa ne vem, moja starša sta na premieri se jokala pa ploskala, to je vse, kar vem, druga se nismo pogovarjali. Si izval vsa čustva, ta in ona. Zaver si pol naredil, to je doseženo, pol namen je dosežen, važno so čustva, da potegne, ali pa spomini, kakorkoli, vse veš, vsak po svoje obuja neke spomine, to, ko si omenil Hrvaška obala. A se ti spomniš, da si šel prvič sam na morje? Ja. Ker jaz se ne. Jaz se pa zelo konkretno spomnim. Pravzaprav je zgodba, nikoli več. Je zgodba motivirana iz tega, ko greš prvič sam brez staršev na morje in pač takrat se ti zgodi, tisto, kar se ti mora zgoditi, da se naučiš politi na morje. Meni je bilo pa z mojimi tako fajn hoditi na morje, da res ne vem, kdaj sem šla sama na morje. A si že sladko? Se glih to študira, mislim, jaz sem šla sama, ampak nisem šla na morje, sem šla pač na konc sveta. Ni tam blizu Avstralije, ne gor, nekaj venduta. Ne, ampak tako, veš, da bi šla pa s kolegicami sama na morje. Ja, jaz se strinjam, Žigo, to je za fante v odraščanju en krst. Te bomo mi peljali danes v kino, ni problema. Gremo na morje torej. Žiga Kukovič, Gepek. Hvala lepa za tale obisk in Gepek si danes ogledamo v Cineplexu. Tako, hvala lepa vam. Držim pesti, pa da ti uspe reakcija, feedback gledalcev, tako si ga zamislil. Celjanov danes. Yes. Hvala lepa vam. Držim pesti, hvala, čau. Radio Fantasy.